78 let vem, da nočeš, da je tole praznovanje preživetja. Želiš, da je to praznovanje uspeha Izraela. Mislim, kako preneseš to sporočilo ljudem, da gre za več kot le za zmago v vojni ali preživetje naslednje bitke. Gre za uspeh države skozi toliko let. Uspevamo, da preživimo. To ni 78. obletnica cionizma. To je 3500-letna zgodovina. Cionizma. To je napaka, ki jo naredi toliko naših nasprotnikov, kot da je cionizem nekaj novega. Cionizem se je začel, ko se je začel judizem. Zgodovina judovskega naroda, ki traja od trenutka, ko je Abraham stopil v Izraelovo deželo, pa vse do danes. Velikost Teodorja Herzla je bila v tem, da je vedel, da je čas, da se z cionističnega projekta obriše prah in da prepriča svet, da je napočil čas za državo. Danes so nekateri, ki izgubljajo to razumevanje. In tukaj nocoj jih opominjamo na osrednji pomen države Izrael, ne le za judovsko ljudstvo, ampak tudi za civilizirani svet. Samo nekaj hitro preverjam, v redu. Kar zadeva odnose med Izraelom in ZDA, in vem, da imate tukaj ministra za energijo. Obstaja toliko sodelovanja na različnih ravneh. Mislim, ljudje trenutno spremljajo predvsem vojsko, ampak sodelovanje poteka na vseh ravneh. Mislim, kako bi opisali trenutno stanje odnosov med ZDA in Izraelom? No, najprej imamo tukaj nocoj ministra za energijo, ki je zelo pomemben član kabineta predsednika Trumpa. Resnica pa je, da smo bili nocoj v konkurenci s predsednikom Xijem iz Kitajske, saj je veliko drugih članov administracije želelo biti tukaj, a so s predsednikom v Pekingu. Tako da stopnja sodelovanja mislim, da je brez primere. Začne se z osebnim prijateljstvom med predsednikom vlade Netanjahujem in predsednikom Trumpom, ki traja že več kot 40 let. Medsebojno zaupanje in občudovanje, ki ga imata drug do drugega. Ampak gre še globje od tega. Mislim, poglejte, danes potekata dve vzporedni poti. Ena pot je antisemitizem, kakršnega nismo videli že od 30 let prejšnjega stoletja. Obstajajo uveljavljeni podcasterji, ki vsak dan zagovarjajo najhujše oblike antisemitizma. In ljudje zaradi tega trpijo. Po drugi strani pa smo priča ravni sodelovanja, kakršne med Združenimi državami in Izraelom še nikoli ni bilo. Naši piloti letijo skupaj, krilo ob krilu, ramo ob rami. Naše vojske skupaj načrtujejo operacije, skupaj se borimo proti zlu režima ajatolaha. Postavljamo nov standard za zahodno civilizacijo, da se je treba proti zlu boriti, dobro pa zagovarjati in ga spodbujati. In mislim, da nas bo odnos, ki smo ga razvili v preteklem letu, oziroma njegova globina, v naslednje desetletje popeljal v veliko globlji, širši in močnejši odnos med državama. Ta teden bomo zaključili s pogovori med Izraelom in Libanonom. Vi boste vodili izraelsko stran pri tem napredku. Po našem razumevanju so pogovori zdaj prešli fazo določanja parametrov in so dejansko na ravni pogajanj. Mislim, ali je to pravilno? Skoraj pravilno. Čez nekaj ur bom odšel od tukaj, malo zaspal in zjutraj zgodaj vstal, da grem na ameriško zunanje ministrstvo voditi pogajanja. Imamo ekipo, ki je prišla iz Izraela, iz izraelskih obrambnih sil, zunanjega ministrstva in nacionalne varnostne agencije, seveda pa so tudi Libanonci poslali svojo delegacijo. Vodi jih svetovalec na ameriškem zunanjem ministrstvu Mike Needham. Dosegli smo nekaj napredka v primerjavi z začetnimi srečanji. Zdaj bomo, upajmo, začeli postavljati okvir za dve ekipi. Ena ekipa se bo ukvarjala z doseganjem miru. Mirovni sporazum, popoln mir, kot da Hezbolah sploh ne obstaja, in varnostni tir, kot da mirovna pogajanja ne obstajajo. Moramo se ukvarjati z varnostjo, moramo se ukvarjati z vojaškim krilom Hezbolaha. To je prvič, da pogovori niso osredotočeni na to, kdaj se bo IDF umaknil. Kdaj bo IDF prenehal s svojo vojaškimi operacijami v Libanonu? Danes vsi razumejo, da smo prisotni v Libanonu, ker je tam Hezbolah. In Hezbolah je oborožen do zob. In Hezbolah želi izstreljevati rakete na naša mesta, kraje in vasi. Tega ne bomo več dovolili. Torej je zdaj poudarek na prvem mestu doseči mirovni sporazum, kot da Hezbolaha ni, in se boriti proti Hezbolahu, kot da mirovnega sporazuma ni. In mislim, da bomo dosegli oboje. To je naše stališče, to mi je naročil predsednik vlade in to si prizadevamo doseči.
Veste, zanimivo je, Nikolaj Mladenov je danes prej rekel, veste, Ne zdi se, da bi bil Hamas pripravljen na razorožitev, vendar bo postopek napredoval, kolikor bo mogoče. tudi z razumevanjem, da morda ta koalicija ne more prisiliti Hamasa k razorožitvi. Zdi se, da predstavljate podoben scenarij, da tudi če libanonska vlada ne more prisiliti Hezbolaha k razorožitvi, tega ne boste dovolili, da ustavi proces napredovanja oziroma prizadevanj za napredek. Pomembno je razumeti, da ne bomo dovolili, da bi proces obstal, vendar pa ne bomo mogli uresničiti miru, ki smo ga podpisali, če ne bo izpolnjena druga pot, to pa je razgradnja Hezbolaha. Ne moramo več dovoliti situacije, kjer oni vsakih nekaj let po svoji volji in presoji odločijo, kdaj bodo izstrelili rakete. Moramo se vrniti noter, zgubimo vojake, bog ne daj, in na koncu se znajdemo v popolnoma nevzdržni situaciji. Nimamo takojšnjih načrtov za umik in hkrati nimamo nobenih načrtov glede libanonskega ozemlja, vendar pa imamo načrte za našo varnost. Delovali bomo za varnost naših državljanov. Pika. In to je nekaj, kar mora libanonska vlada preprosto razumeti. Zadnje vprašanje. Ali se vam zdi, da imate na drugi strani pravega partnerja za mir? Tako Izrael kot Libanon imata skupen interes, da se znebita Hezbolaha. Ampak poleg tega, ali menite, da tam dolgoročno obstaja partner za mir? Da mislim, da večina Libanoncev, in to vidimo celo med šiiti v Libanonu, kar kažejo tudi ankete. Poglobljene ankete med prebivalci Libanona to kažejo. Šiiti, ki so včasih podpirali mirovni sporazum z Izraelom, le v 5 ali 10%, proti Hezbolahu. To je zelo pomembno. Torej, to moramo spraviti na plano, na tem delamo. Pred nami je veliko dela, to ne bo lahek proces, ker je za nami 30-40 let različnih poti, različnih načinov dela. In Libanonci so tudi zelo zadržani glede napredka, čeprav si želijo, da bi Hezbolah odšel, prav tako kot mi. Ampak imajo svojo notranjo politiko, to ni ravno najbolj funkcionalna država in moramo biti potrpežljivi, a hkrati odločni. Ne bomo spustili garde. Ne bomo odstopili od ničesar, kar je ključno za našo varnost. To mora biti popolnoma jasno. Vendar pa mislim, da bo skupni interes, da se to državo osvobodi Hezbolaha, na koncu prevladal in bil potrjen.